fuck, jaz to moram videti. Kje ste se vi spoznala? No, točno, se vem. Veš? Evo, na prvem ptujskem rap battlu. Ok. Na rap areni, ne? Ja. Jaz sem bil pač, gledal sem 8 Mile, pa me spet gremo, pa je slučajno bil event, pa smo bili mi na enem rojstnem dnevu, pa je ena kolegica rekla, da naj nekaj zarepam, jaz sem takrat vedel, da Eminem nekaj štikl na pamet, pa je rekla, kak dobro, da prijavi se i tu battlat, veš, ker je full imelo povezave, freestyle z enim delom teksta od drugega repera, ki sem se ga naučil slučajno, ki sem bil fan, ne. In sem bil tako, dobro, te pa idem probat, pa sem šel na battle, smo se spoznali. To je bilo tako, prijavil si se, pa prišel si. On je vodil dogodek. Jaz sem vodil takrat dogodek, v bistvu sem bil soorganizator ali kakorkoli, ker še ni bilo na Ptuju battla nikoli do takrat. To je bilo 2015. Ja, jaz si letnice ful dobro zapomnim. Pa prijemo, ja, pač ne vem, zbor je bil, ne vem, ob 7, ali je bil tak 15 do 7 že tam. In ko sem jaz prišel kot prvi, v bistvu je on že tam čakal. Pa si bil tako materne, kad ti tekmuješ, ne. Pa je tako, ja, valjda, ne. Ja, okej, koliko si star, ono tisto, ja, v srednjo šolo še, v srednjo si še hodil, ja, valjda. Ker je rekel, da hoji na elektro. Pa sem bil, moj brat tu je, moj brat je prvi letnik, ne. On je bil pa 4. takrat. Pa jaz njemu povem, kdo je moj brat, ga poznam, ampak on mene ziher pozna. Pa je bilo res, ne? Pa je bilo res. Res pa je poznal. Ja, cool. Ja, mislim, vse na Ptuju kar delate sceno, no. Mislim, do korone, koliko sem jaz to spremljal, no. Ker v Mariboru ni tega, ali sam jaz nisem tega vedel. Ne, ni toliko, ne. Delali ste v Sačmotu, ne? To vem, ampak ni pa redno to. Ne. Zakaj se pa so to neki reperi pizda? Ja, lahko bi, ne. Zdaj smo imeli plan, ko smo malo porihtali zadeve, zdaj pa je prišla ta karantena, pa to, pa Sačmota so zaprli. Sačma šel, ja. Kar bad. Vse bo, samo ne se pomirimo, vse bo se delalo. Ja, vse bo. Naslednje leto, če ne prej. Leto z dvomem, ja. Zanimivo je, da bilo kaj začneš govoriti prej ali slej priješ do korone, ne? Ko sem se vstal ven z avta, sem si rekel, pa na laž bomo šli stran, ne? Kaj, 2 minuti pa smo že tu. Ja, pa če sem te mislil reči, da o tem se pa ne bomo danes videli, ne moreš, če enostavno zdaj vse to, zdaj smo tu v peti. Fucking bullshit. Ja, mislim, se nas so zdaj na radiju začeli ful klicati, pa ful Facebook sporočili, ne, zakaj to govorite, to strašite ljudi, bla, bla, bla. In potem začeli še dirati, kaj pa naj govorim, če ne to, ker je vse povezano. In gospodarstvo, 80% novic, kaj je povezanih, politika je povezana, pomaš statistiko, pomaš pizda, v Slovenjgradcu je pizdarija, to omeniš. Ful je malo, da ni, ne, še fuzbal, še šport je, ne, veš ono. Ronaldo je spizdo iz karantene. Vse je. Ampak dobro, rap je, mislim, jaz sem bil enkrat takrat na Ptuju, ko ste imeli dogodek, to je bilo lani enkrat, ne vem točno kdaj. Na Brixen Ghetto, ne? To se ne spomnim. Ne, v Cido, ne? Cido je bilo. Cido je bilo Mito, ko je bil? Ja, to je. Na Mito, to. Ja, mislim, pač naredili ste neko sceno, tek, kako bi rekel, iz nič, ne. Mislim, ko je meni, nekdo mi že to omenil, da je dolje, ali sem bil event, ali kaj sem bil tek na Ptuju, ok, zakon, ne. Mislim, da se delati, to hočem reči, ne. Mislim, marsikaj se da delati, ne, čeprav je kar malo mesto, koliko ima prebivalcev Ptuju. 16 urjev, 17. No, viš. Tak nekak, z okolico, ja. Ampak se da, ne. Okolica. Ja, mislim, se da, ne, sem pač moraš strajati, ne, sej. Tisti je bil mogoče kar okej event, ne. Smo imeli evente, ko so bili čista pušiona, pa ni bilo nikoga, recimo, ne, ampak pač, ker tu smo zdaj res tako konstantno imeli nek terminski plan, predvsem izmenično, ne, na 2 meseca smo delali rap, pa na 2 meseca slam, tako da 1 mesec je bil slam, 1 mesec rap, tako izmenično, ne, recimo, kar se teh eventov tiče, ne, in pač ljudje se pol navadijo, da pač konstantno nekaj in pač, če ne druga, oni stalni vedno prijajo, ne. Tako, no. To je bilo vrejo, ko so se enkrat navadili, ti so pa začeli hoditi, to je bilo cool. Pa je pač, tisti, ko so redni, pol začnejo to doživljati tako, nekako enkrat na mesec grem na to, tam se družimo, vem kdo je, vem kaj je, vedno nekaj novega, mogoče malo. Ja, točno tako je. Pri rapu, ne, pač
v Ljubljani recimo so imeli isto foro, oziroma še vedno je rap petek, je, ne? Vsak zadnji petek v mesecu je rap petek, načeloma, ne? Kje V Gali Hali, Metelkova. Ja? Ok. In to zdaj že od 17 let že, mislim, da, ja. In je konstanta, bili so eventi, ko so bili res iz danes na jutri naredi, ker je mogoče kaj odpadlo, ampak je vseeno prišel folk, ampak stalnica, ne? Je tista neka baza 50-60 ljudi, ki je konstantno prišla, pa pač zraven pa sproti, kaj si pobral, ne? Vala, pač folk se navadi, to sem tudi opazil tu v Mariboru, da pač folk se navadi, enega kolega pripela in pol oni kolegi hodijo, včasih kdo gre domov, ker pač mu ni verje, to je tudi zanimivo, sem bi ga, pač vse ne moraš narediti popolno, da bo vse verje. Ampak ja, mislim, kaj hočem reči, da se da delati, ko marsikdo reče, ne, pri nas je premalo, pri nas je ono, pri nas je to. So pa druge prednosti, ker je tako malo, je pa ful bolj povezano. Ja, to je res, ja. Ful nekih takih sporterjev imaš, ko ne, ti je čudno, kaj vse bi oni naredili za to, da bo tebi rad to event, ne. Ker pač to rabijo, tako da, ne vem, marsikdo to, pač, ne vem, mogoče ko sem jaz bil od 20. do 25. sem to skozi poslušal, pa ne se ne da, ne gre, ne moreš, ne gre, sam pizda, če je toliko stvari laufa na ful mali cash, bi rekel, ali pa sem na neko prostovoljno delo, ali pa sem neki community, ko ga narediš, tako da se svašta se tu da, ne. Sploh, če gledam stand-up, ko imaš tam klube z 300 folka, ne, pa pač vmes menjajo publiko večero, ne, ker pač, ne, da grejo isti komiki še enkrat bolj na oder, ne, kar je nepredstavljivo za nas, ne. Oni imajo tak na Manhattanu, ko so pač klubi ful blizu, imajo po 7 nastopov na mesec, ne. Meni je puna kapa, da imam 4, ne, pa od tega sta, en je moj event, pa en open mic, ko pač lahko vsak gre, ne. Pa se ti zdi, 4 nastope imam na mesec, kaj si ti fuki, ne. Vem, ja. Sem se da, ne. Ja, sem se fucking se da, ne, tako da svašta, no. Vse se da, mislim, so obdobja pač, ko prije, tudi tako, no, da se res da, no. Smo tako lani v enem smo skozi delali, ne, tako splom, tam marec, maj je bilo res konstanta, smo tako vsaki teden skor imeli neki event, ne, mislim, vse živo smo delali, veš. Ono, konstantno, res, ja. Mal padeš, no, mal se z oni meniš, pa en mesec na pokliče, pa se polka nekrat nabere, pa se tako, Ja, valjda. Pa pol prijaš do tiste točke, kjer ti drugi artisti, naprimer meni so mi pisali, če je lahko kak event, da prijajo na Ptuj špila, da bi se jim zluštalo na Ptuju, ne, ker jim je bilo fajn, ko so bili prvič, pa tisto mi je bilo pol res zakon, ker na začetku pač vse več nareš event, moč poklicati, priješ to, ono tisto, da organiziraš, pol pa je že prišla do točke, kjer so oni klicali, pa so rekli, jaz bi pa prišel špilati na Ptuj, ne, da zrihte. Smo pol tako delali, ne. Ja, mislim, se pozna, ne, da neko sceno delaš, da bi ti bilo kdo rekel, da ti začnimo na Ptuju, ne, to pa pač, mislim, da bi ti neki, ko si ne more predstavljati teh malih okolij, da bi rekli, nekdo iz Gradca prišel, pa bi mu ti zdaj razlagal, bomo tu zdaj delali, si fucking preseli, se pa nagnjavi, ne. Mislim, to je bolano, to ne moreš delati, ne bo ljudi, ampak pizda se da, ne, svašta se da. Ja, ne, se da. Sam pač strajen, moraš biti vse to, to je vse kar to, pač, pa moraš si upati. Ja. Moraš si upati, ne. Ja, pa tudi neki denarji, pa neki živci, ko jih zapraviš, ko greš minus, pa to. Čas, večino čas. Dosti cajt, mi smo tako več, manj vse, da pač zastojn delali, ne. Samo da so se stroški pa to pokrili, pa da smo lahko artiste plačali, to je bilo to nobenega profita prav. Ampak, mislim, mi smo to tako delali za dušo, veš, kaj mislim. Valjda, za nas. Ker hočeš nastopati, bo pa pač. Ja, pa za kulturo, da se razvija malo, mislim, po mojem mnenju je ful premalo, ne. Bi lahko ful več bilo. En cajt je bilo fejst, pol je vmes malo poniknula, pol je spet nazaj prišla, zdaj pa se mi zdi, kot da je malo začela ponikati v našem kraju, pač v naših okolici vse, zdaj pa pač spet smo malo dvignili gor, tako da je cool. Ja, veš, kaj ne, mislim, tako en v vele mestu rabi kulturo, pa mora nekam iti, ne, pač, ker je razlika, ali ti zapraviš 10 evrov na poštni, ne, za pir, ali pa zapraviš glih teh 10 evrov, sem pač nekje, ko si še nekaj zram videl, ne. Veš, mogoče si 2 pira manj spil, splačal 5 evrov karto ali pa 6 evrov, sam imaš več od tega, pizda, ne. Več imaš od tega, pa tudi ljudi to rabijo, se hočem reči, v vele mestu isto rabijo ljudje kulture, ko rabi nekdo, ne, na Jesenicah ali pa bilo kje, ne. In pač vse da, ljudi hočejo priti, ne. Po eni strani je teže, sem spet po drugi strani pa nimaš dobene konkurence. Grad to delati, verjetno imajo 3 večere take, ne. Pa vsak po svoje dela, pa vsi so že, imajo veze, pa levo, desno, tako da. Samo ti pa je večje zadovoljstvo, ne, pol. Veš, ko je težje, ne, pa kot je rata. Si imel vseeno poslano, ne, sem ga ral za to, tisti feeling pol, ne. Ja,
Hustle. Bolj ceniš. Ne? Bolj ceniš. Bolj ceniš, ja. Lihko si omenil 8 Mile, ne? To sem še jaz hotel začeti repat, ne? To so vsi hoteli. Ja. Takrat je bilo v tistem obdobju, ko je prišel 8 Mile, je bilo po mojem največ reperov na svetu. Ja. Nikoli več jih ni bilo toliko kot pač tisti cajt, pa kako leto dni potem še. Pa tudi battle je bilo nekako največ, takrat so se vse povsod res začeli delati battle, ne? Ker je pač tako bilo to the best in hype in hodaj na battle folk, ko ni repal nikoli, nikdar. Jaz. Ker je pač videl film, ne? Ja, Dobro, ti si tak 10 plus let zatem prišel, ne? Ti si se res, Recimo, ne? Pozno si videl film, ja bi ga. Ne, sem ga že prej, samo bolj sem ga spet. Ja, to točno. Te bom, veš, veš, tisti hype, let's do it. Ker v filmu on tu je tiho, ne, pa začne, ne, kao čovkne, pa začne repat, pa je vrhunsko. In jaz sem si mislil, mogoče pa, ko na odru bo nekaj kiknul možgane, pa kar je. Ja, To so si vsi mislili. To se spomnim se, ko sem Lovrenkota spoznal. To je en naš kompanjon iz slam krogov, iz reperskih krogov, kakorkoli. Shout out Lovrenko. Mi dva smo se spoznala na kar neko wannabe rap tekmovanje bilo. On je bil takrat star tudi. Mislim, da je bil še v osnovni šoli. Ali je bil že srednji. Vseeno. Prvič je pač v glavnem prišel na oder ali karkoli. Pa rekel, točno tako je rekel. Jaz sem mislil, da je to tako vejt malo, ko je na koncu prišel, pa je rastural. Pa ni, ne? Tak ni tak, ne? kam ti nakažemo denarja? Jaz si tudi podobno mislil, ko začel prvič nastopati. Jaz sem si napisal material, pa jaz sem mislil, da so take bedarije smešne, veš. One interne fore, ko imamo. Jaz sem to mislil, da bo oni kar razumeli, ne? Da bo, interna fora, so nam smešne. Ja, boš korac, ja. Ampak ja, 8 Mile, na primer, podobno je bilo, ko so prišli Green Day, pa Blinky, so kar naenkrat si bili neki pop-punkeri, pa pol so prišli emoti, pa so kar vsi bili. Tako je smešno, nek tak film je tek močen stari, da dejansko spremeni. Mislim, ko si 16 let stari, tak, če bi bil en drug film, ne, pa bi ste dopadal, bi pač tisto bil, ne, ker si pač tak, kako bi rekel, tako malo imaš v glavi, da tisto, ko ti velika stvar prija, to bom jaz, ne. Ampak res je fucking kulten film, pa cool film, ja, da reči tako, vrhunski. Še oni deliti cinsko so sodori. Ok, to pa nisem bil. Ja, to so dodatni battle. Dodatni battle, ja. Kako je bilo tisto? Kaj tisto je res, da pač Eminem tam bil, pa pač battle folk, ko je prišel? Ja, valjda, ja, tak nekak je bilo. Kak sik. On je pač tam bil, ne? Pa je battle, pač ljudi, ki so prišli, oni so pa snemali, te pa pač najboljše battle so dali v film, oni, ki so pa bili deleted, so pa ven zbrisali. Razen zadnji, meni da je bil plant, ne? Ne, se tudi, ko so filmu, to je bilo tako, kot je bilo. Tudi so bili tisti iz deleted, ker na začetku so mislili ful drugače narediti, ne? Ker v bistvu Craig G je ful pisal tem ljudem battle, ko so random folki bili. Craig G je tako ena legenda, pač freestyle, top 5 freestyle rapper vseh časov, s lahkoto. In on je ful pisal ljudem pač, ne. On je bil v 90-ih, je on bil v 80-ih, v 90-ih je on bil top. In pač on je za ta film ful napisal, ampak se je pa tudi omaknil, ko mu je videlo, da ni mu bil všeč, no, v katero smer je šel film, ne. Tako da pol ni niti nikjer credited, pa nič. Sem plačali se ga. Dovolj. Oba so pore. Ja, samo, ja, mislim, film, če prav razumem, oni so prav snemali film, pa pač ker folk je prišel v klub, pa so pol lahko šli na oder, ali kaj? Ja, Eminem battle, direkt njega. Ja, voljte kurec, logično. On je pač bil tam, pa uničil vse. Ja, valjda. Tisto. Veš, karaš delate freestyle ali repata? Oboje. Ja, karaš? Zadnji cajt je pišem. En cajt pa je ful zagovarjal freestyle, zdaj pa smo malo poven. Jaz tudi pišem, jaz vsak dan delam ful, pač zdaj delam 3 projekte, tako da ful pišem bolj. So pa bila obdobja res, ko sem non-stop freestylal, no, pa tek predvsem iz nekega dolg cajta se je to rodilo bolj, ne. Pa recimo, razvijal sem pa to tudi takrat, recimo, ko smo imeli prve neke nastope, pa to so res oni neki špili, ko je milijon reperov, pa tudi mali, pa si na začetku še, ne vem, ko je svetlo v uni. In si valjda, nisi nekaj ful pripravljal to, jaz sem tekste ful pozabljal, ne. In sem bolj pač začel improvizirati, ne, vmes skozi, ne. In tak sem jaz recimo najbolj razvil tudi moj freestyle, ker vedno, ko smo mi imeli koncerte še s prejšnjimi skupinami ali karkoli,
Jaz sem takoj pozabil tekst, ne. Vedno so bili ono, kako dolgo bo Amoravo, da pozabi tekst, ne. In vedno, in tako včasih že v prvem lineu, ne. Zgodilo se, da so tako, kako se že začne, ne. Freestyle, gremo, bum. Tak, ne, in prosto sem razvijal, ja, ampak tak, mi je pa oboje, no, zelo ljubo. Sta pa to ful različni zadevi, ponovadi so reperi dobri ali v eni ali v drugi. Sem pač vedno stremel k tem, da bi nekako ali eno ali drugo izpopolnil, ne, hkrati, ne, da bi bilo. Jaz sem freestyle, moraš nekaj dati. Freestyle se zgodi tam v tistem momentu, tam moraš biti, da razumeš. Tudi če ga daš na YouTube, ni isto, ne, ni isto. Tam, ne. Ni tiste energije, pa ni pač. To je tako fuzbal tekma, če jo gledaš na TV-u, vidiš vsega, stari. Vidiš, ko je kamera tam, vidiš, kako se razpis do trener, ne, ali pa bilo kaj, ne, ali pa kako se, ne, branilec priključi napadu. Tega vidiš, ker je kamera tam, tako da je tisto nekaj, ko si tam, je čist drugače, ne. Tako da pač pri freestyle je tek ful vrej, ful visok skill, ne, če obvladaš, imaš ful nek visok skill, ko se ga lahko naučiš sam tam na odru, ali pa, dobro, sem goče lahko tako med kolegami tudi, ne, pa to, ampak pač res oder je pa nekaj drugega, ne, ampak pač ni pa pol več tek pop, da bi ga res lahko prodajal, ali pa da je, koji kurac ve, kdo je najboljši freestyle v Sloveniji, tako kot splošne publike, ne, pač veš, to ni tak hvaležno, kot je pol, da daš video spot, da, ne. Strsta pa kuna kar komercializirala. Freestyle, ja, sta dva dobro komercializirala. Pač komercializirala, to je zdaj taka beseda, pač populizirala. Malo bolj. To je cool, ker se vrača, pač ona dva imata pač freestyle show. Ja, poznam Urha. Ja, veš, tak. In pač delata skozi. Si bil na kakem eventu? On je na stand-up, open mic je hodil na site. Ja, se to vem, ja. S kitaro pa je rekel, dajte mi nekaj, pa začel. On je tako all-rounder, vse živo. Ja, pač začel je, pa ker je imel komad, pa ker je pesem, pa pol, zdaj pa vi, je kratalo. Majca? Ja, sličim se. Jaz mislil, da me probavaš, če sem trdi, ako. That's what she said. What she said. Ja, ne, tako da... Mislim, veš kak je, ne, če daš nek video spot na YouTube, pač se ti vrača, tisti, ki ga hočejo poslušati, ne, ti dosti več prinese v tvoji karieri, če veš, kaj mislim. Ja, voda. Ful zanimivo, ne. Dansko nisem še bil, mislim, da ne. A je bil takrat freestyle, če sem bil? Ne. Battle so bili, to vem, da so bili battle. Battle je bil, ni battle Magic, Magic je battle Lowro, to takrat ni? Mogoče je bilo, ja, ne spomnim se več, kak je bilo. Tako je bil Mito, je bil ziher battle. Te pa je tako bilo to, ja. Vem, da je bil battle, no. Ja, možno, ja. Sve je bil napisan. Sam to so bili oni napisani battle, ne. Privritni. Ker tisti freestyle battle, mislim, tisti, to sem zdaj rekel, kot da mi nismo tega delali. Pač nehala so vse tekmovanja, ne, z leti, se pravim, tako kot se neko 8 Mile je ful padel. Mislim, spomini še je, ne, ampak tak, ta hype, ki se je rodil z 8 Milom je padel. Te neke organizacije v Ameriki, v Angliji so začele delati napisane battle. Se pravi, da se ti pripraviš, napišeš in pač valjda, ne, to je ful boljše lahko, ne, kot tisto, kar si na licu mesta zmišliš, ne. Ampak onemu poveš, ti pač veš, kam boš rekel, ne? Tako, ja. Ja, tako, ne. Pa si povedal. Tako, ne, in pač valjda, ne, ko je začelo to prihajati nekako v spredje, so zgubili tudi na zanimivosti, ne, ti battli freestylski, ne. Tam je mogoče, ne vem, najboljši punchline, ki ga je nekdo rekel, ni bil ti približno tako dober, ko vsi oni, ki jih on tam imel, ne, na napisanih, ne. In ja, je tako tudi malo zamrlo, no, to gibanje, ne. Zato smo tudi mi probali vedno nekako še freestyle delati, ampak smo tudi, ko smo nazadnje delali freestyle battle, je že tudi bila težava, ne, s tekmovalci. Ja, s tekmovalci. Predvsem s tekmovalci. Ne s publiko, s tekmovalci. Nočejo več tekmovati. Ker pač starejši so pač nekako nehali hoditi, ne, ker so že vsi 30 plus. Ta mlajši pa niti ne freestylajo toliko, ne. To je tisto. Ja, pa problem je, da ko prije prvič na freestyle, ko prije na battle, pa v prvi rundi dobi, ne vem, menega, ko je full lawyer v freestylu, pa takoj izgubi, pa zgubi voljo, ne. Ja, bolj izgubiš, ja, to je en domov in nič. Ja, ki ga oni pa pol destroja, ne, totalno, voda, ne. Jaz sem še tudi vedel take nastope, da sem mislil nehat, ne. Da je bilo teko ono, pa kek prepizdi materni si za ti to naredil. Kdaj si prvič šel na stand-up? Kdaj si šel prvič? Čisto prvič je bilo 3 leta nazaj, maja. Se pravi, malo več kot 3 leta, ne. Ok. Takrat je bilo kar nekaj.
takrat je bila ta klub 10, ko je bila v enem plesnem studiu. Ne. To sem že tak 100-krat upovedal tistim, ko so že 500-krat čuli, ko skozi gleda. Ampak ja, v plesnem studiu, po tej špuri so bila ogledala, oni so imeli tako zmenjeno, da samo stole dol dajo, mize, oder, pa gremo naši. Ne. Ampak tako so bili začetki, ne. To je bilo prvič. In to je tisti blok, ko sem kjer nekaj govoril, 3 pizde, mater, ne veš, pa ono, 2 smeha sem dobil, ne, ono, vse tišina, ne. Pa še to sta bila ona 2, to je tek slabo, da je že smešno, ne. Priš dol z odra, stari, jaz nisem vedel, ki sem, sploh nisem vedel. Kaj sem povedal, nič, ko sem posnetek poslušal, je bilo tako, da bi pač, kot da sem bil koma nažgan, veš, brez spomina, ko sem prišel dol, tako je adrenalina pumpalo, ne. Pa sem šel domov, pa sem bil tak zžet, sem bil veš tako prav zmatralo me, to, ne, da sem bil tak, bom še, fajn mi je, samo ker je bilo tako slabo, veš, ti je malo tako, zdaj rekel, malo ti voljo zbijen, da je bilo res tak fucking slabo, ne. Pa je bil maj, pa je bil december, ko sem spet šel, te pa, ne, tak sem se nekako nahajal v avtu, da sem sam prišel, pa sem se sam zdrl v publiko, veš. Ono sam full energije, nič ni bilo smešno, niti slučajno, sem sam zdrl. In je bilo mogoče malo več smehov, ne, ampak ni bilo tistih groznih tišin, ker sem se pač kar drl, ne. Veš, in se mi je zdelo full, to bilo pa zdaj full boljš, ne. Cool, gremo naprej. Naslednji nastop januarja, tak kurat spet, ne, da veš, ono, da... Samo ono pa nisem bil vse sam kriv, ne. Te je težki je napovedoval, pa je, takrat je preveč napovedoval in ni imel pripravljenega materiala, improviziral je in tam 2 sedita, tam 2 sedita, tam 2 sedita, to je ful težko nasmetno, ker če so na kupu ljudi, te pač veš, ko se en zraven tebe že trese, ne od smeha, takrat tebe sprosti, ne. Pa je bilo tek malo folka, pa pol je tam kar ene 2 spraševalči, sta že black day na stand-upu, pa one tek, ja, no pa vseeno vam povem, da se morate smjati, takrat, ko komik pove šalo, pa veš, nekam je šel, ne, nekaj se je zapiknil, pa je mislil, da ker tako očitno stvar govori, da so vsi začeli smeti, pa se niso, ne, pač tek, ko publika je neogreta, pa je šlo še malo dol, ne. Pol je začel, kaj si Viola, ti pa je tek, ja, to me zdaj sprašuje, ne. Verjetno si doben nič ni takega mislil, ne, sam jaz sem v glavi si naredil, no, to sprašuje, stari, no, to sprašuje, si fucking. Prijem na oder in prav tekovno, prav, to večer, kak ste? Cuf, tišina, kot da bi odrezal, veš. Tišina. Okej. Gremo, začne govoriti, tišina, 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 tišina. Do onega momenta, ko sem se mislil, pa kaj s kitajsko govorim, ali sem jaz fuken, ali sprehitro, veš, ko sam začneš sebe v glavi fukat, ne. In pol sredi vica povem, da sem point povedal že, ne. Veš, te ko vic poveš, pa si tek, ne, pizda point, mislim, punchline sem že povedal, zdaj balano, ne, smešno. Se vsi začnejo smeti, ker sem v mikrofon to povedal, ne. Sem rekel, pizda, zafukal sem se vsi začnejo smeti, se tek, mam jih, ne. Tuf, naprej spet tišina, 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 tišina. Jaz sem prišel dol z odra, jaz nisem vedel, ki sem. Res pač ono, ne, grozen občutek, najbolj grd grozen občutek, kaj sem ga doživel v življenju, ne. In, pa je šlo, ne, pa sem si rekel, le sem pol leta hodil, vsak mesec, to je zdaj nek moj življenjski projekt, bom probal, če mi bo zlaufalo, če mi bo vrej, pa mi je pol ratalo vrej, pa so se bolj začeli vdati migici, pa tekno. Tak da, to je moja zgodba, ta. Nice. Ta, tak da. Kak si ti začel? Moj prvi nastop je bil freestyle battle. Mislim, pač freestyle tekmovanje je bilo, zadnji sem bil. Neizkušen totalno, valjda. Ne, na line-upu ali na koncu? Kako te misliš? Ali si zadnji nastopil, ali si zadnji... Ne, zadnji se, po uvrstitev je bila zadnja mesta. Ko jaz? Po mojem nastopu so bili vsi tiho. Tak ne, ni bilo, ne, ja, je, ampak tiho. Ja, veš. In sem bil tak, oh shit, ne. Oh shit. Pokvaril sem vam večer, oprostite. Grozno občutek je bilo. Ja, ampak ne, mislim, je pa bilo, ta rap je bil vedno bolj agresiven, no, ko sem prišel na oder, se že drli eni, da je spizdi dol, ne. Ja, veš ono, ful je bilo, oh shit, ne. Kar je bilo kar težko, ne, za nekoga, ko je prvič na odrom. Tako da, ja, valjda, ne, ampak dobro, ni me to zdaj tako spodkopalo čist, no, sem se pol pač te malo bolj začel, pač bila je cool šola, sem pol začel pač te malo bolj intenzivno dejansko delati na tem, no. Predvsem na freestylu, no, ker sem si takrat ful želel, da bi pač bil ful boljši. To, no. Ok.
Spizdi dol so se ti Spizde dol, ja. Kako si prišel? Ne. Bolj je tako postal fuck, ne. državni prvok, ne. Ja, naprimer. Ampak, na stand-upu je full kulturna publika, oni počakajo, veš, tudi če en, ko je ni smešen, ne, pa veš, ko ti gre prav na kurac, ti gre, ne, kaj ti delaš v življenju, ali tako, to si misliš, ne, ko en, pa on si tudi misli to na odru, ne, kaj jaz delam v življenju, zakaj se zapravljamo do te minute našega življenja, ne, ampak je full kulturna publika, full mirna, ono se smejo, ne. V Srbiji, naprimer, ne, ti povejo, ne, ti dajo vedeti, da nisi verjen, ne, dajo ti tudi vedeti, da si verjen, ne, to je tudi druga stran, ampak oni ti dajo vedeti, pač spizdi dol, ne, če ne boš nekaj naredil, idi dol, ne. Tako da mi iz tega nisem tako doživel, da bi bil bilo kdo tako, ne tega dela. Tudi časi, če se mi kaj, veš, ko z napačnim tonom nekaj bo, veš, pa pol res izpadeš rasist, ne, čeprav si nekaj rasističnega rekel v šali, naprimer, ne, ampak z napačnim tonom in pol res izpadeš, ono tako, ker čutiš, ko se publika nazaj potegne, ne, sem pač ne veš, ki je meja in pač, ne, sem to se mi že ni nikoli zgodilo, da bi spizdi dol. Kaj pač gor se vriš, pa se enkrat začel dreti, ali kaj, ne, nažgan, pa si je mislil. Verjetno, ja, pač ne, jaz pa valjda mlad, bojazljiv, neizkušen, pa sem tako, shit, ne, kako slabo. Tega pa nisem pričakoval. Ja, valjda, ne. Ali pa tega sem se bal, to je že hujše, ne, da se uresniči. Še preden si začel karkoli, ne, veš, fuck, ne. Ja, pač dobro. Ti si imel tako moment iz 8 Mile, ko je prišel gor, pa je bil tiho, pa je čul one, kaj te dela one, He's joking again. Ja, ker je bil beli, ne. Tam sem bil pa jaz, pa smo bili vsi beli, ne. Tako da nisem jih razumel, ne. Pa sem prišel jaz, ne. Pa niso več bili vsi beli. Ampak ne, mislim, ko ti komuniciraš s publiko, bilo kaj delaš, komuniciraš in moraš znati to energijo prenašati. Vse je taki moment občutek, da veš, da moraš imeti občutek za ljudi, pa kaj so oni pripravljeni sprejeti od tebe. Tako sem rekel, v tonu moraš nekaj povedati, češ, ne. Plus tega se moraš samozavestno počutiti, da si vrel na odru, da imaš nekaj zapovedati, da je tudi pomembno sploh pri rapu, ne. Da ni nekaj v prazno, tak, ne, kar stand-up veliko krat je, ne. Da je pač veš, punchline sem zato, da je punchline, sem zato, da se smejite, ne, pa več, ne. Ampak rap je pa res izpovedna stvar, ko pač načeloma nekaj mora biti. Zdaj ne vem, ampak v sceni se je verjetno pojavil kdo, ko ni kar nekaj govoril, pa ne, se ga tako spoštuje, čeprav predvidevam. Ja, valjda, se imaš na... Imaš tudi komercialne, ko pa jih bolj spoštujejo, ker nič ne povejo. Ker je pač bit verjo, pa malo poje Pa zdravo. lahko plešajo. Pa ne, so bolj otroci poslušajo, veš. Vem koga, mislim, da vsi Pa vem, se koga to- mislimo. Ja, ne bi mensko. Ja. Eno svet na zvezkah, ja. Sej, Samo veš, koliko imam Samo zvezkov zvezke. popisanih. Jaz snemo dogodek. Otroci. Ja, mislim, vse se da, le. Hvala Bogu. ampak sej nič ni narobe, če te otroci poslušajo. Ja, se s tem, Mislim, meni bi boljše bilo- je, če te otroci meni se zdi poslušajo. cool, mislim, veš, kaj otroci so še vseeno tisti, ko jim lahko daš ko nekaj, lahko ne? jim daš nekaj, lahko plivaš na njih, recimo s pozitivnimi nekimi, ne. Recimo, ne. Ja, samo, Ne tak. ne, da koliko vam je znarja, ne. Ne, to ne govorim za njega, ne, pač, okej, pa okej. za to vrstne artiste, kjer jih za ne omenjamo, ali kaj. Delamo se, da ne vem. Delamo se, da ne vemo. Ne, pač nasplošno mislim, če bi bil res nekdo, ko je res super cool artist, ko ima neka pozitivna sporočila, ko res lahko da nekaj otrokom, pa da bi otroci to poslušali, bi bilo the best, ne? Ja. Pač ne. Sem več otroci imajo tako malo življenjskih izkušenj, tako malo imajo v glavi, da se morajo na neke resne teme sploh, mislim, dojamejo koncepta, ne. Ne se navežejo, ne? Ja, mislim, če ti prije neki črni artist iz Amerike ali pa Eminem, kak je bilo njemu težko, ker je v prikolici živel, pač Ja, ne moreš morda. dojeti tega koncepta, niti jaz ne morem dojeti tega koncepta, ker pač smo v hiši živeli, ne, celo moje življenje. Tako bo pol otrok, ko ima danes vse telefone, pa vse pa ono, pa tisto, kako bo dojel neko tako stvar, ne. Ja, saj pač, to. on ima probleme zato, ker pač ima njegov sošolc več lajkov na Instagramu, pa on ne, ali pa več followerjev. To je njegov največji problem v življenju in zdaj, kako bo on vejo, stari, da si tam v nekem getu, kjer ni rešitve, ne. Indeed. Ker mogoče, ja, Eminemu je ratalo, pa Allenu Iversonu je ratalo priti iz tega, se kao vsi ostali, ne. Veš koliko, ne, pa... Voljda.
Dobre. Ampak ja, mislim, otroci so tako se rekel, vpija, ful hitreje, ne. Pač tudi učijo se jezike, hitreje se to bilo že 100-krat dokazano, ne, da hitreje dobivajo, ne, in lahko vplivaš na njih, tako se rekel, ne, ful bolj, ne. Samo moraš imeti pa pravo sporočilo, ne. Samo kaj je pravo sporočilo? Kaj je pravo sporočilo? To je dobro vprašanje, ne. Tebi osebno se zdi prav, ne, da govoriš, ne vem, nekaj, ne. Samo eni vejo, da ne nič povejo, ne, pa vseeno to delajo. Ker se lahko služijo. Ja, pač pol je pa tu pol v zadju. Kaj ti je bolj pomembno, ne? Se ni nič narobe, hočeš slovo, cash, pa bitches, ne. Ja. Samo pač... Pa dobro, se to ni samo na repo meno, se to ja, to je pač te spekter, ne. Eni ljudje pač so ljudje, ki hoče izstopati, pa so dovolj pametni, da se lahko nečesa naučijo, ne. Zdaj pa pol imaš različne špure, ali boš reper, ali boš politik, ali boš ne vem kaj, ne. In znajo priti do tega, znajo priti do celja, ampak oni delajo samo tak za, mogoče čudno rečeno, ampak za imidž, ne. Ampak ja, imaš take ljudi, ko se znajo samo naprej potegniti, kar je spet tak, okej, ne, pač le stari, izkoristi si svoj talent, tako ga je Rašo Nesterović, ker je pač visok, pa zna zabiti, ne, ga je glih tak izkoristil, ne, pa neka instagramerka, ko pač se je rodila tako. Lahko dobi več lajkov s svojim telesom in jih dobi pač stari, tek je to na svetu, le. Tak je, ja. Tak je. Je pa res, da ful je zanimivo, da v vseh nekih takih branžah so pol oni, ko so priznani samo od industrije, ne. Samo, veš, komik, ko je samo od komikov, ker ni pop, ne. Mnogo ljudje poznajo, ne. Vsi ga cenijo noter, ne. Pri nas sicer to ni tek, ker je ful mlada scena v komediji, ampak v Ameriki je pa ful takih, ne, ko pač, veš, eksplicitno nočejo posneti nekaj za TV, sem zato, ker mi je cool, meni je cool to. Jaz sem ful dober v klubu, jaz imam svoj radio show že 100 let, ko ga dobena posluša, sem meni je fajn se z mojim kolegom meniti, pa goste imamo, ne. Sem nočejo pa se ono res ful fucking odpret, ne. En tak je Doug Stanhope, ko je fukjen, malo rečeno, ne. Ful dobro misli, ampak nas zna lepo povedati, ne, če veš, kaj mislim, ne, se ono, pa je cla, pa pozabi, ki je, ampak je tek dober, da se je naučil nekako, veš, preklapljati med temami, tek, da tudi če zdaj spoznam, kje sem, pa grem v ono, še lahko skočim nazaj, ne, pa kadi, pa pije, pa tako, veš, ono, ampak je prav rekel, ne. Ker načeloma komedije je fajn, da različne publike sprobaš, ne. Torej, če zdaj sem jaz dovolj znan, da na film 50 ljudi, ne, bojo prišli moji gledati, ne. Tudi če niso moji kolegi, bojo oni, ko že vejo, da sem jaz to, bojo prišli gledati in točno vejo, kaj je moj humor in so prišli po zapakiran izdelek, ne. Če pa smo trije, pa prijejo eni do onega in se ti publika, veš, malo zamiksa, ne. En je prišel kot ena, pozna prvič te vi in ga moraš tudi njega navdušiti, ne. Veš, težje, ne, ampak se več naučiš, ne. On je pa glih to delo, da je to svojo posebnost, ko je totalno vkrejen, pičko materno, ker zgleda kot največji pijanec, da je take ljudi dobil, ko jim je to cool, ne. In je ful alternativen, ne, kot komik, ampak je najdu take ljudi, ko pridejo za njim in ga gledajo in so mu ful zvesti in jim je pa res je čudna komedija, če ta gleda, ful alternativna, ne. Ampak ima dobre pointe in, veš, on je ful cenjen noter, ven pa ne, veš, doben ve, kdo je Doug Stanhope, sploh ne v Sloveniji, ne, ker več resnično, ne. In je ful zanimivo, kako se to zgodi, da ima nekdo skill, sam ne prije do preboja, ne. Ste dosti krat tak, ne. V vaši sceni je to večno tudi, ne. Pri nas je to Ful. Čist ful, ja. Recimo nekdo, pri nas nekdo, ko ful dobro piše tekste, strukturno, pravilno, ful dobre rime, recimo, pove, panče, whatever, pač, okej, je, obstaja. Mi vemo za njega, ker smo poslušali, pa nam je cool, ti si spustiš parkrat, samo zdaj pa šiča javnost to, recimo, ga prepoznala, pa ko, ne vem, svojemu kolegu rečem, ko tudi drugače posluša rap, pa mu povem, si že čul to tega, ne, popravi, kdo je to, veš, kaj mislim. Prvi čujem, ja. Ja. Meni je to res fascinantno, da, veš, da ni onega obljubljenega kraja, kjer ti bo ratalo in poboš. Ni meke. Ja, ni, ne. Mislim, pa so, veš, taki ljudje spoštujejo svoj art, ne. Res ga spoštujejo, pa res delajo na njem, ampak pokne nikoli, da bi bilo
zdaj pa jaz lahko živim od tega, če recimo, da je to standard, da ti je ratalo ali kakorkoli. Ne? In je full fucking zanimivo. Mislim, v stand-upu tega načeloma ni. Načeloma vsi, ker pač jih je bilo na začetku 15, zdaj jih je pa 10, od tih velikih valjda je vsem ratalo, ne? Ker pač je Terk tako velik, da je vsem ratalo. Tisti, ko so pustili, vsi ostali, to šperica, vsi tudi pidžama, oni me pač to zdaj šiht. In res se mi zdi, da še ni niti enega, ko bi res, on je pa res ful dober. Isto cajta dela to, ko vsi ostali 15-20 let, samo pač doben ne ve za njega. Ne. Vedno eno narazlo. Ja, je dobil familijo, pa nastopa enkrat na pol leta. Logično, poti ne bo, pa ne boš prišel do prepoznavnosti. Ne. Ampak vsi so nekako je ta še balans na začetku, verjetno zato, ker je tek mlada scena. Še gre, ja. Pa tudi, če smo iskreni, stand-up je ful popularno zvrstni. Pač, en ti reče... Fuk se rad smeja, ne? Ja, pač, veš, za vsakega je, ne? Ja. Mogoče ni vsak komik za vsakega, ampak za vsakega... Stand-up pa je definitivno za vsakega. Bilo, ki veš napisal stand-up, veš, češ napisal slam, ne. Ja. Moraš za njim zdaj razložiti v Ribnici na Pohorju, kaj je slam, kaj bo. Pa se ne samo v Ribnici, mislim, mi imamo slam evente, glej, pa prije folk pa še jim vejo. Pa folk je že bil, pa še niso čist ziher, kaj zdaj slam je. Kaj je sploh bilo to, Ja, veš, ono, ja, to smo prvih par let smo res mogli non-stop razlagati, kaj to je. Vsake event, prvi 2 leti je čisto vsake event, ko smo ga imeli. Kaj je to, ne? Mislim, še zdaj, kdaj, komu povem, jaz pa slam poetry, to delam, kaj pa je to? Mislim, se jaz tudi nisem vedel, dok nisem pač prvič šel, ker sem videl slike na Facebooku ali kaj pa sem videl. Pa sem čel, pa sem bil tako, okej, zdaj razumem, kako to zgleda. Ampak nisem, jaz pojma, nisem vedel, ko sem prišel, nisem vedel, kaj bo to, pa pač ne veš, ne. Isto, impro liga ima isto, mislim, impro teater ima iste probleme, ne. Pač, ko te folk sprašuje, kao mogli mi kaj zram, ali kaj, gremo na oder, tudi, ne, lahko predlog, bo veš, da je vse, okej, bavim. To fore. Pa tudi je, stand-up je dosti bolj hvaležen, to hočem reči. Tam gledate eno friz 10 minut, poveš, kdo si, impro liga je tak, da jih je 5 na odru, pa zapomniš si onega, ko je najbolj smešen bil. Ne, resem. Pa še ono veš, kako mu je imel v bistvu, ne, ker pač karakter je menil, enkrat si Milena, enkrat si pa Joža, ne. Tako da, kaj pa, kaj sem hotel za rap, ne. Kak se sploh razvijaš kot raper, ne? Ker Blendor mi je rekel, da ste včasih imeli neke forume in ste si pisali gor battle. Ja, vidiš, to je še bilo dejansko, ne? Ko so forumi še bili neka stvar interneta, mislim, ne vem, koliko so še kaj aktualni, kakvi forumi, pač Medover, vem, da še je zmeraj kar aktivn. Ja. Ampak včasih so bili forumi tak ful, ne? Pred Facebookom. Facebook je pač, ampak vsi so bili bolj ali manj specifični, ne, za nekaj, si imel forum za to, jaz vem, da sem bil na enih 10 forumih sigurno pred Facebookom, pa sem pač dnevno jih šel pogledati, če sem imel cajt, ne. Tako zdaj gledaš Newsfeed, ne? Ja. Iz skupin raznih. Recimo, ne, ista fora. In ja, pač tudi že v času tega 8 Mila so se v Sloveniji v bistvu začeli, prva stran tako je bila rap dvoboji. .net ali kakoli. Ker so se v bistvu pač med sabo ti potencialni reperi dobili in so se pač, ne vem, jaz pa ti battle, do jutri vsak napiše toliko pa toliko lineov, pač, ker je boljši, ne. Pa bo folk glasoval, kdo je boljši, ne. In na tak način, Blendora smo tako v bistvu spoznali, je bil en forum Rappers with Class. To je bilo sva kar dost po 8 Milo že, ampak Blendor je prišel gorja, takrat se on bil v osnovni šoli, tega se spomnim. Če si ga predstavlja, kako je. Sem zdaj bil isti, sem pač manj kiljem. Že zgleda tako. Zdravo, Blendor. Pač, tako smo se mi tudi v bistvu spoznali, preko tega, to so bila neka wannabe tekmovanja, so bila gor, tudi kakvi turniri so bili, veš, kjer so prav žrebi bili, pa playoffsko drevo, pa to vse, ne. Tudi audio turniri, ne vem, da si ti minuto repa posnel do jutri, z onim pa pač ga prav zbetlati ali karkoli, ne. In na tak način v bistvu so, kar ta neka moja generacija je kar dost bila po forumih, ne. In smo tako v bistvu pilili skile, ne, pač
ful je bilo feedbacka vedno, ti oni povejo, to je slabo, to je cool, veš na tak način, ne. Jaz bi to tako. Vseeno je bilo zelo agresivno, no, tako da verjamem, da je marsikdo prehitro obupal, ko je mogoče imel potencial, ker sem rekel, to je za nič, to je slabo, ne. Ampak ja, no, eni so pa pač strajali, ne. Ja, to je tako moj sosed Vanč, ne, reče, če si, če pa nisi, pa nikoli ne boš tega. Ja. Če si obupal, pa si pač obupal, ne. Drži. Neka druga delati. Drži, ja. A viš, to je ravno to, kaj smo se začeli imeti, da se, ne. Več v Londonu imaš pač open mic-e, pa rap battle, vse posod, ne. Nas nimaš, pa se tek znajdeš, ne. Pa glih tak developaš skill, ne. Ja. Vse mi je pač ni v živo, pa ni pred publiko, kar je slabo, ne, mislim. Slabše. Ja, mislim, vse te zvrsti so se neki razvile, kjer je full folka, ne, pa kjer je vsak dan folk prišel nekam, ne. Pri nas tega ni, sem se drugače znajdeš, ne, pa glih tak, doben zena reče, ti si pa pol raper, ker nimaš toliko nastopov, ne, pa doben ta reče, ti si na pol komik, ne, pač, če si dober, ja, ti si, to je rap, to je rap, to je stand-up, to je ono, čeprav prideš mogoče čez drugačno pot tja, ne, sem stari rata. Zdaj bomo malo prekinili, ker me je tak sicat, ne. Ja, vri. Še kaj se to zmeša, zato me je tak sicat prijelo. Ašvaganda. Solzica me je pretekla. Ja, ti je odprlo čakre, veš. Ja, to te spodne. 8. To je ročno delo, smo bili zvedli, ne? Je. Jeba, čaj, to boš predala, praviš? Tako. Not pa je? Ašvaganda pa kamilica. Kaj je to? Kamilica je taka ena rastlina, ko raste tu vse okoli, taka rumena je. Pa Na par placah, pa tak. par placih, ja. Dela probleme cestnemu podjetju Ptuj. Ašvaganda pa je pač vse je cela rastlina ašvaganda, ampak to, kar se dela za čaj, je korenina od ašvagande, to je pa ena rastlina iz Indije, ki se je uporabljala v ajurvedi, to je ena panoga medicine, recimo, ki so jo uporabljali hudo dolgo nazaj v Indiji, kao zdravilna, herbalistic stuff. Ful dobra fora, jaz sem študiral bioniko, ne? In sem gledal, kako bi lahko naredil nekaj, ki je povezano z bioniko za mojo diplomsko. In sem pač iskal po internetu razni shit iz narave, ker pač bionika je nekaj, kar vzameš iz narave, pa pol preneseš v tehniko, moderni svet, ne, recimo, ko greš v vojno, ne. In sem prišel do ajurvede in sem bil tako, to se čuje cool, grem jaz malo več o tem pogledati. Zdaj šel dejansko narediti pač malo raziskavo o ajurvedi, sem ugotovil, da pač ful rastlin, pa tega, ki se je uporabljalo v tistih časih, v zdravilne namene, in sem najdel ašvagando in fora je, da nikjer v evropskem marketu ne prodajajo ašvagandinega čaja. Prav ni ga, lahko dobiš ašvagando v prahu, ki si pač ko proteine piješ, ne? Ja. Ali pa cedevito, whatever. Ne pa prodajajo čaja. To je kar dobra biznis ideja, ne? Tako si se to dobo, te? Direkt ašvaganda pa je od dobavitelja iz UK-a, iz Velike Britanije. Ok. Drugače Kje pa raste to, drugače? V Indiji. Sam v Indiji. Mislim, po mojem bi zraslo tudi, če je v kakaj rastlinjak vrgo, ampak tako pa ne na prostem, po mojem. Imaš doma na mesto hefta. Ja, smo tudi razvijali tako škatlo, kjer lahko daš noter rastlino, pa ne umre nikoli. Samo res, kaj te je bilo s tem? Inkubator? Ja? Ja, moj co-founder, ki je direktor našega podjetja, se je odločil, da bo to škatlo razstavil in jo uporabil za nekaj drugega, kaj trenutno ne dela. Torej je pokvaril, ja. Jo, pokvaril, ja. Odlično. Vse vre, vse mu boljšo naredili, ni panik. Kje se to zdaj kupi? To? Ja. Titanic se reče brandu, pazi, ker te potopi. Okay. To je tako ni ledeni čaj, ko je bil? Bil, ja, ni ga več. Brand je free. Sponzor je bil neko Maribor. Ja, valjda. Ja, zdaj brand free, ni več Titanica. Vigerci si imel v FIFA, je bilo Maribor Titanic. Se je videlo? Ne, napis je bil. Napis je bil, ok. Na dresu so tudi meni, ti se bilo tako. Ni bilo 94 FIFA, kilo, ne? Ja. Malo potem, ko so v Ligo prvakov prišli, se mi zdi, da so bili Vigerci, pa se lahko bil Maribor Titanic. Ja. Titanic. Tako da, ok. Titanic. Torej, ki ga na Instagramu, ki ste?
Ja, mislim, nam se drugače reče Atom News, ATOMNIUS. In imamo pač Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ja, to, menda. Vsega. Na LinkedInu se lahko povežemo. Lahko, imamo 4 followere na LinkedInu. Zdaj, 5 ali pa 6. TikTok si naredite. Tudi tam se lahko. Pa Snapchat imamo. TikTok je dejansko najbolj za mene pozitivno socialno omrežje, ker na Facebooku se sam kregajo, na Twitterju se sam kregajo, na Instagramu se ena kregajo načeloma, ampak na TikToku pač sam folk pleše, pa pač doben ni ono pizda materna, mislim, doben. Razen meni je en komentiral, ne, si delaj bruke, ne, pa imam samo en video. Jele, edini si stari. Je cool, te se da to že kupiti, pa vse? Ja, mislim, vse bo dolo, v zelo kratkem. Okay, škatle še treba zrihtati. Ne dobiš take škatle, než dolo. To je zelo samo video. Premium varianta. Če kdo hoče, cena krat 50. Ročno delo. Naredi deluxe verzijo, kaj? Ne mogu. Paketa ali čaja? Čaja tudi deluxe, imamo ta krat 3 polnjenega, kot je drugače. Pa rekel si, da 3 lahko spiješ, vrečke, pa si... To tega, ja, to tega. Ker lahko overdosaš, ali kaj? Ne, drisko dobiš, pa No vse. bruhaš. Ne, glih crkneš, ne. Pa je že ayahuasca. Ne te pobere. Kak? Pole že tako ayahuasca. Ja, ne. Malo seriš. Ja, pa si prav 3 spit? Ja, pa sem verjel. Mislim, več kot 3. 4? Ne, 4, nočem se špilati. Mogel sem dan sem priti, ne. Dan sem samo 3 gresno. Fuck, jaz to moram videti.